pozdravljeni. Ko navdušenci v današnjih časih poslušajo zgodbe o ikonah Formule 1, takoj pomislijo, da zdaj se bo govorilo pa o Ayrtonu Senni, Alainu Prostu, Ferrariju ali Michaelu Schumacherju. In v primeru zgodbe Stefana Beloffa imajo prav. Tudi o njih bomo govorili, a daleč od tega, da bojo glavni junaki. Namreč Stefan Beloff je ena izmed tistih svetlih zvezd Formule 1 iz začetka 80-ih let, ki so v zelo kratkem času tako močno zablestele, da so pridobile status ikone, danes pa razen redkih se jih malo kdo spomni. In Stefan Beloff je bil izjemen talent, a tudi izjemno vihrav karakter. Nekako bi ga opisal kot genialnost in norost v isti osebi v istem času. Bil je eden izmed tistih zadnjih velikanov, ki so vozili tako Formulo 1 kot Endurance istočasno. In mnogo je legendarnih zgodb o njem. Njegovo norost in genialnost bi lahko na hitro opisal v tem, da je bil sposoben leta 1983 na Nürburgringu postaviti tisti rekord, ki je zdržal celih 35 let, a praktično na isti dirki, ko je vodil in imel prednost pred zasledovalci več kot 30 sekund, je bil sposoben na ovinku Pflanzgarten zleteti s proge, končati svojo dirko samo zato, ker je hotel dokazati, da se da tisti ovinek, med drugim, kateri je bil usoden tudi za Collinsa, zvoziti na polno. In takrat se je zmotil. A Stefan Beloff v Formuli 1 je znan po epizodi, katero spet malo kdo pozna. Namreč večini navdušencev je znana velika nagrada Monaka iz leta 1984. Da, prav tista, kjer je Jackie X prekinil dirko bistveno pred časom, tako omogočil Alainu Prostu, da je dosegel zmago, podelili so polovične točke, za njim je bil Ayrton Senna, kateri je pridobival v primerjavi s Prostom. Alain Prost je s tistimi polovičnimi točkami na koncu ostal opečen, kajti izgubil je svetovno prvenstvo v primerjavi z Nikijem Laudo za samo pol točke in mnogi menijo, da je Jackie X tisto odločitvijo oropal Ayrtona Senna za prvo zmago. A tu je treba poudariti mnogo zadev, katerih povprečni pripovedovalci te zgodbe enostavno izpustijo. Prva je ta, da obstaja izjava ekipe Toleman, kako je imel Ayrton Senna poškodovan bolid. In poškodovano je imel obeso, katera naj bi po pričevanju takratnih inženirjev ekipe zdržala morda 3 ali 4 kroge. Na to bi moral tudi Ayrton Senna zapustiti dirko. In pozabljajo predvsem na nekaj drugega. Stefan Beloff je začel dirko za veliko nagrado Monaka 1984 na zadnjem 20. mestu. Njegov Tyrrell je bil takrat opremljen z motorjem Cosworth DFV, še zadnjim atmosferskim motorjem, vsi ostali so imeli turbo. A razmere na progi, tisti dež, tisti kaos je ustrezal temu geniju, temu neizmernemu talentu Beloffa. Iz kroga v krog je bil hitrejši, prehiteval je vse, ki je imel pred seboj. In takrat, ko se je dirka ustavila, je bil tretji. A to ni bilo dovolj. Stefan Beloff ne samo, da je bil tretji, ko se je dirka ustavila, z bolidom, kateri ni imel možnosti zmagati. Bil je 3 sekunde na krog hitrejši od vsakogar takrat na progi. In če Jackie X ne bi ustavil dirke, ne bi zmagal Ayrton Senna. Prepričan sem osebno, da bi jo zmagal z lahkoto Stefan Beloff. A to marsikdo pozabi, kajti tega rezultata, tega tretjega mesta Stefana Beloffa ni nikjer. Kasneje, na veliki nagradi Detroita, so ugotovili, da pri ekipi Tyrrell so kršili pravilnik. Namreč takrat je bilo dovoljeno dolivanje goriva med dirko. In pri Tyrrellu, ker so bili s takim hendikapom atmosferskega motorja, so si izmislili, da na tistem zadnjem dolivanju so zdrava goriva dodali še svinčene kroglice. To se pravi, večino dirk so odpeljali malce pod težo, tako da so vsi rezultati, tudi tisto tretje mesto Beloffa za ekipo Tyrrell v sezoni 84 brisani.
A Belov je bil znan, je bil, bom rekel, tudi zelo potencialno zanimiv voznik. Enzo Ferrari je z njim podpisal dogovor, da bo Štefan Belov vozil za njega v sezoni 1986 zraven Michela Alboreta. In seveda leta 1984 je bil tudi svetovni prvak v razredu Endurance. A problem je nastal, ker njegov, bom rekel, karakter mu ni dovolil voziti umirjeno. In prav na 1000 km Spaja leta 1985 se je njegovo življenje končalo. Belov je takrat vozil Porsche 956, seveda v neuradni ekipi, katere član je bil predtem. In na ovinku Eau Rouge je hotel prehiteti Jackija X-a, tistega X-a z velike nagrade Monaka, kateri je bil v uradni ekipi, takrat je imel na razpolago X Porsche 962C. Vse je v redu in prav. A na Eau Rougeu se praktično ne da prehiteti, še posebej ne po zunanji strani, a Belova to ni zanimalo. Z levim kosom je zadev v zadnji del bolida Jackija X-a in oba sta na, bom rekel, maksimalni hitrosti praktično zletela s proge. X na srečo je v zid priletel bočno in sam prišel ven iz svojega Porscha. A Belov je priletel v zid čelno. In spomnim vas, da takrat izletna cona je bila res simbolična na ovinku Eau Rouge na progi v Spaju. Šele po tej nesreči so jo razširili na tisto širino, ki jo vidimo danes. Belov je ostal ukleščen v svojem bolidu in znani so tragični posnetki iz tiste kamere na Porschu Jackija X-a, ki kaže Belova v svojem Porschu, katerega so zajeli plameni. Na srečo je bil Belov mrtev v tistem trenutku, ko se je dotaknil zida. Namreč govorimo o letu 1985. In bolidi z ogljikovih vlaken še niso bili tako razširjeni. Tisti Porschi so bili aluminijasti. Izginil je eden izmed največjih talentov, ki jih je imela Formula 1 v tistih sezonah. In če se kdo vpraša, kje je pa tu upleten še Michael Schumacher, naj vam povem, da Štefan Belov je bil v mladosti idol Michaela Schumacherja, je bil njegov navdih za njegova kasnejša dirkaška uspehe. In res, Štefan Belov je ikona, tako velika zvezda, da blešči sama po sebi in ne rabi, da je omenjena v raznih statistikah in zgodovinskih knjigah nekaterih, ki ne poznajo Formule 1. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.